Ko si Blejski grad za svoje tekmovanje izberejo mladi vrtnarji, potem nastanejo čudovite vrtnarske kreacije, eksplozija ustvarjalnosti in znanja. Biotehniški center Naklo je v marcu skupaj z Zavodom za kulturo Bled organiziral prvo grajsko tekmovanje mladih vrtnarjev in cvetličarjev. Tekmovanje je bilo razpisano v okviru konzorcija biotehniških šol Slovenije. Povabili smo vse biotehniške šole, tako da zdaj imamo tukaj tekmovalce kar iz 4 šol, se pravi iz Celja, iz Ptuja, iz Novega mesta in pa iz Nakla. 15 tekmovalk in tekmovalcev je bilo razporejenih na različnih mestih po gradu, že pred tekmovanjem pa so od organizatorjev prejeli načrt in fotografije mest, da so vedeli, v kakšen prostor bodo umeščali svojo kreacijo. Dobili so enotne posode, v katere bojo zasadili oziroma ravnokar zasajujejo že rastline po svojem izboru. Omejeni so z dimenzijami, torej nasadek ne sme presegati 80 cm v širino in 1,80 m v višino, zato da tudi omogoča ustrezen prehod vsem obiskovalcem in turistom tukaj na gradu. Zakaj se vi trudite na vaši šoli, da jim jo nudite? Ja, zakaj? Zato, da nekako dvignemo pri mladih motivacijo do samega dela, do samega poklica, do stroke. Na ta način se pokažejo tudi ostalim izven teh 4 sten šolskih, da gredo ven, da pokažejo javnosti, kaj znajo, kje so svojim znanjem. Pa ne nazadnje, s tem se tudi primerjajo z znanjem svojih vrstnikov iz drugih biotehniških šol, pa vidijo, kje so dobri, kje morajo pa mogoče še kakšno stvar nadoknaditi, izpiliti, izpopolniti. Do začetka tekmovanja so jim pri pripravi lahko pomagali asistenti, potem pa se je vsak moral znajti sam. V 2 urah so svojo zamisel morali preliti v cvetlični nasadek z velikonočno noto, kar je bila razpisana tekmovalna tema. Na tekmovanju so morali pokazati veliko svojega znanja. Ja, pokazati morajo to znanje, ki so ga osvojili v vseh letih šolanja. To pomeni, da pravilno izberejo rastline, da jih pravilno umestijo v sam nasad, da konstrukcijo čim bolj inovativno sestavijo, potem da barve pravilno uskladijo, tehnika je pomembna pri izdelovanju, oblika, tekstura, struktura in kup stvari je treba pravilno komponirati v samo kreacijo. Tukaj imam zimsko-spomladanski nasadek, ki je v 2 nadstropjih, še na veji, pa imamo tudi še dekoracijo za veliko noč, ki je tukaj zajec, potem bojo pa prišli še pirhi. Zaenkrat imam nasajeno vse, imam tukaj bršljan ob robu, potem imam od zadaj imam ilex, pol imamo še nekaj trajnic, pa še nekaj enoletnic. Ideje so bile izjemno raznovrstne z veliko podrobnosti. Kot planota. Izbral sem to zato, ker se nahajamo na Gorenjskem, na Bledu in se mi zdi, da je iz Bleda razgled res enkraten, na gore, vse okoli. Tako da sem izbral gorovje, not sem dodal tudi planiko, kjer je tudi izgor. In pa grobelnik, pa bršljan in vse ostalo sem obdal z mahom, pa cvetočo breskov, lesko in vrbo. Vse ostalo spodaj sem pa še ovil v filc. Skulpturo poganja 12-voltna pumpa in pa pumpo poganja 12-voltni akumulator, ki pa potem vodo črpa iz spodnjega lonca do tukaj gor in potem gre v potok. Rebeka je prišla iz Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Njeno tekmovalno mesto je bilo prvo, na katerega so naleteli obiskovalci gradu. Zanimalo nas je, kako je zadovoljna s svojo kreacijo. Sem zadovoljna, mislim. Vse je brez nekih problemov, na vso srečo. Vse je potekalo po načrtu, ideja je izpeljana tako, kot je bila zamišljena. Tako da je super izdelek, vsaj po mojem mnenju zame. Tekmovanja se je udeležilo 15 tekmovalcev, 15 asistentov in 10 mentorjev iz biotehniških šol Slovenije. Njihovo delo je ocenjevala 3-članska strokovna komisija. Tekmovanje na gradu je bilo tudi za dijake in dijakinje posebna izkušnja. Za nas dijake je to takšno tekmovanje samozavestnost, kreativnost, da si lahko samostojen,
pa nove izkušnje. Tudi, da se preizkusimo, da vidimo, kako bi rekla, pod stresom, kako delujemo pod stresom, koliko se iznajdemo z raznimi napakami, ker pač učitelji ne smejo biti skozi zraven, ne. In če pride do napak, se moraš sam znajdeti in najdeti rešitev. Tako da definitivno je tu pot do neke samostojnosti, nekega samostojnega ustvarjanja. No. Jaz sem zelo vesel, da se tako tekmovanje odvija na Bledu, na Blejskem gradu, pa da sem lahko tudi del njega. V šoli so pač razpisali, da je šolsko tekmovanje oziroma že na državnem nivoju in sem se prijavil, sploh vesel sem bil, ker na Blejskem gradu in tudi zaradi covida ni bilo prav veliko teh tekmovanj, zato smo se tega še toliko bolj veselili. Priprave na tekmovanje so zaposlovale tako mlade kot njihove mentorje in mentorice. O tem, kako pomembna so tovrstna tekmovanja za pridobivanje izkušenj, Larina mentorica Ana Sotošek. Zelo radi se udeležujemo vseh tekmovanj, tako da mi smo na naši šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja smo vzeli enega tekmovalca več, kot je bilo, ker res radi dijaki tekmujejo, s tem pridobijo ogromno novih znanj. In potem se tudi družijo, malo se lahko potem primerjajo tudi z ostalimi in mi res na naši šoli nimamo nikoli težav pridobiti dovolj dijakov za tekmovanja. Imamo pa tudi podporo naše direktorice, tako da bom rekla, da smo tudi pri tem hvaležni za to. Pripravljati sem se začela že, ko sem izvedela, da se bom udeležila tekmovanja in potem so ideje rasle sproti. Veliko mi je pa pomagala tudi moja profesorica in mentorica. Zelo veliko, saj sem prejšnji teden ostala cel teden popoldan v šoli, pa včeraj cel dan. Pa že prej, ko smo napletali te žice z rafijo, smo kar veliko dela vložili v to. Jo moram pohvaliti, Laro res ogromno je že vložila prej dela v svoj izdelek, tako da ni problem njim ostati kdaj po pouku še in vložiti več v znanje in svoj izdelek. Tako da in dobro pripravljen dijak je lahko tudi potem na samem tekmovanju dosti bolj miren, da lahko bolj mirno dela in ustvarja. In predvsem uživa, jaz jim vedno rečem, pomembno je uživanje pri tem in kot takrat so rezultati tudi. Tako da verjamem, da bo odlično opravila svoje delo. In Lara je res odlično opravila svoje delo in osvojila prvo nagrado. Drugo mesto je zasedla Živa Vrhovnik iz Biotehniškega centra Naklo, tretje mesto pa Anže Zavrl, prav tako s celjske šole. Simon Ogrizek, predsednik strokovne komisije o rezultatih. Najprej seveda je zelo dobrodošlo, da je bila tako velika udeležba. To kaže, da je zopet interes za ta čudoviti zeleni poklic, ki je poklic prihodnosti. Kreacije pa so bile seveda v skladu z pravili in velikonočna tema je pokazala svoje, izdelki so odražali tako barve kot detajle velike noči. Seveda pa smo ocenjevali od ideje, barve, kompozicije in tehnike in sklop vseh teh kriterijev z podkriteriji je seveda potem bil vključen pri razvrstitvi točk. Živa Vrhovnik se je drugega mesta iskreno razveselila, saj je bilo v slikovito kreacijo vloženega veliko dela. Vedno je presenečenje, no. Nikoli ne veš, kako se bo razpletalo, kakšni bojo tvoji sotekmovalci, tvoji nasprotniki. Tako da v bistvu šele, ko priješ tja, potem ugotoviš, malo računaš, pa potem razmišljaš o napakah, kaj si naredil. Ogromno dela, še ogromno popoldanskega dela. Nekaj pač v okviru šole imamo nekaj, ampak v bistvu potem še pri prijateljci doma so vse izdelovali in je ogromno v bistvu časa in dela in potrpljenja bilo v bistvu vloženega v to delo. In zakaj se mladi odločajo za ta poklic? Vpis na šole še vedno ni takšen, kot bi si ga želeli, vendar mladi, kjerkoli lahko pokažejo svoje znanje, prepričajo svojo ustvarjalnostjo in predvsem silno navdušenostjo za ta zeleni in nadvse trajnostni poklic. Zelo rad sem v narav, z ljubeznijo to delam in že od malih nog sem vedel, kam bom šel naprej. Bolj zato, ker rada ustvarjam, pa tudi všeč mi je narava ustvarjanje, kakorkoli z naravo in pa tudi samo oskrba. Tako da iz tega vidika sem pol nekako povezala, da pridem sem na ta poklic. Že od malega sem v obkrožju s cvetjem, saj imamo doma cvetličarno in me je nekako že moja mama navdihnila nad tem.
času vse večje skrbi za naravo in pomembnosti trajnostnega razvoja so poklici, povezani z naravo, še zlasti pomembni. Ta poklic zagotovo ima prihodnost. Saj ob turizmu in ob tem, da je Slovenija lepa in gostoljubna, ima cvetje prvo mesto in vrtnar je poklic prihodnosti. V Zavodu za kulturo Bled so lansko odlično sodelovanje z Biotehniškim centrom Naklo ob spomladanski okrasitvi gradu letos nadgradili še s tekmovanjem mladih vrtnarjev in cvetličarjev. Jaz sem prezadovoljna. Prvič na koncu je tako lep dan ratov iz mrzlega vetrovnega jutra do poldneva. Zdaj na razglasitvi nas je objelo toplo sonce in seveda dijaki so naredili prekrasne stvari. Sami ste videli, kako dolgo se je komisija odločala pred razglasitvijo prvih 3 mest, ker bom rekla, saj vse inštalacije, vseh 15 aranžmajev je vsak nosi svojo noto, svoje sporočilo, tako da se mi zdi to prelepo. Tukaj so bili zbrani dijaki iz vse Slovenije, iz vseh centrov izobraževalnih. Meni se zdi poklic cvetličar, vrtnar zelo kreativen, zelo primeren za naše okolje in pa seveda tudi turistične občine vedno bolj potrebujemo take poklice. Zakaj pa prav Zavodu za kulturo pa tukaj na Blejskem gradu dajete priložnost tem mladim, bodočim hortikulturnim tehnikom, cvetličarjem, vrtnarjem? Meni se zdi pomembno, da se povezujemo z okoljem, z lokalnim in pa seveda tudi širšim okoljem. Slovenija je majhna, tako da se mi zdi, da Blejski grad seveda ni samo blejski, ampak da ga vsi prepoznavajo kot naš grad, se pravi slovenski, da radi prihajajo nanj, da vsi spoznajo, da redno pripravljamo zanimive dogodke, prireditve, razstave, da je to tudi hram, kulturni hram umetnosti in iz razstave, ki so za grajskimi zidovi, da razširimo na grajske terase, na dvorišča in da ljudje že tam začnejo uživati, spoznavati slovensko našo kulturo, predvsem seveda tuji obiskovalci gradu in tukaj je pomembno, da sodelujemo, da pokažemo, kdo in kaj smo. Thank you.